Pomembno vlogo pri vzpostavitvi gospodarstva mladih kmetov ima zagotovo tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Predstavitev dela na področju mladih kmetov bo izvedel Jože Očko, koordinator za mlade kmete pri KGZS. Izvoli. Ja, pozdravljeni, sem Jože Očko, koordinator za področje mladih kmetov na KGZS. Preden sem šel na prezentacijo, ki sem jo pripravil za današnji dan, pa bi mogoče začel malo na drugačen način. Sam izhajam iz tega celjskega območja, kjer so kar neke večje kmetije, po večini mlekarske, hmeljarske, tudi sadjarske, vinogradniške. Moram reči, da so te kmetije kar v razvoju, postavljajo se novi hlevi z roboti, hladilnice, vinske kleti, ampak zakaj vam to govorim, ne? Po večini te kmetije vodijo mladi kmeti in sigurno, da so te kmetije take, kot so, je to na njih, bila je mlada moč, bili so zagnani in sigurno je šlo to v pravo smer. Zdaj, moja sogovornica prejšnja je zelo dobro opisala en tak pozitiven prevzem kmetije. Jaz moram reči, da tudi dosti je takih primerov, kjer se zelo lepo dogovorijo in prevzemejo kmetijo in so zadovoljni tako tista starejša generacija, ki kmetijo predaja, kot tista, ki jo je prevzela. Veste, pri tem je tako, nihče ne sme biti preveč zadovoljen. Če je ena stran preveč zadovoljna, že ni dobro za drugo. In res morata biti oba nekako enakovredna. Imamo pa tudi primere, kjer se pa stvar zelo zakomplicira. Skoraj ne moramo verjeti, ampak veste, kaj je največkrat? Zelo neka banalna stvar. In rabijo zelo malo, da jih nekdo, bom rekel, spravi v neki tir in ko pridejo v tisti tir, pa tudi ponavadi zlaufa. Moram pa reči, včasih pa tudi ne. Zdaj, jaz bom šel na svojo predstavitev. In sicer zelo na kratko bom malo opisal našo organizacijo, ampak res zelo v parih stavkah. In sicer smo največja nevladna organizacija, ki zastopa interese naših članov. Naši člani so kmetje oziroma lastniki gozdov in kmetijskih zemljišč, ki imajo dovolj velik KD. Zdaj, mi smo tiste organizacije, ki nekako skušamo v sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami napram ministrstvu za naše kmete ustvarjati čim boljše okolje, da je čim bolj prijazno in da imajo čim boljše pogoje za svoje delo. Zdaj, naša organizacija, tole se bo iz naslednjega slajda videlo, je sestavljena iz, se pravi, tega voljenega dela in iz javnih služb. Voljeni del zastopa interese članov. Zdaj, kar se tiče pa javne službe, bom izpostavil dve največji in tudi mogoče vam najbolj poznani, to je javna svetovalna služba kmetijske svetovanja ter javna služba za živinorejo. Zdaj, kak je sama organiziranost dela na področju mladih kmetov na Kmetijsko-gozdarski zbornici? Se pravi, na Kmetijsko-gozdarski zbornici imamo zaposlenega koordinatorja za mlade kmete in na vseh naših 8 zavodih prav tako. Dejansko to so tudi infotočke, ki svetujejo pri javnih razpisih, se pravi ta IRP24, ki je bil danes na začetku predstavljen tudi za ta medgeneracijski prenos znanja, ki bo dejansko za tiste, ki kmetijo predajajo. Seveda se pa v to delo vključujejo tudi ostali kmetijski svetovalci. Moram reči, mi še vedno pripravimo večino vlog mladim kmetom, nekje 80%. Ta delež se pa predvsem poveča tudi kasneje, ko se pripravljajo zahtevki, ko se svetuje. Takrat moram reči, da še ta procent dosti večji kot pa takrat kot pri pripravi vloge. Zdaj, naše svetovanje mladim je celovito. Mi jim svetujemo glede prevzema, kmetije, to jim pomagajo naši pravniki, se pravi pravno svetovanje, kakšne pogodbe so primerne, kako recimo reševati z dediči, svetujemo iz socialne varnosti, se pravi, kako se zaposliti na kmetiji,
kakšne oblike zavarovanja so primerne. Zdaj tisti mladi, ki nimajo, se pravi, kmetijske izobrazbe, tudi z našo pomočjo pridobijo NPK certifikat. To, kar sem že prej rekel, sama priprava vloge, svetovanje, priprava zahtevkov, seveda izpeljujemo tudi izobraževanje za mlade kmete. V zadnjem času je pa neka novost, tudi psihosocialna podpora. Ta je pri mladih tudi pomembna, to, kar sem rekel prej, ko dejansko pridejo neke iskrice, da se lahko vključi tudi ta pomoč. Verjetno bo ta pomoč zdaj tudi zelo dobrodošla pri teh ujmah, ko so kmetije v stiski. Zdaj, malo bi se še omejil na prejšnji razpis, se pravi na to obdobje, ki se zdaj zaključuje. To pa zaradi ene stvari. Jaz sem bi rad tule nakratko dejansko povedal, s katerimi težavami smo se pri prejšnjem razpisu soočali in kako smo jih tudi nekako odpravili v novem razpisu, ki je sedaj odprt. Mi smo imeli zelo velike težave z omejitvijo nosilstva na 24 mesecev. Nam se ogromno kmetij pojavljalo, ki so to mejo presegli. Zdaj razlogi so bili zelo različni, ampak moram reči, razočaranje mladih pa zelo veliko in tudi razumljivo. Se pravi, nek mlad, ki pač je tu ustrezal, je bil upravičen do teh sredstev, neki je pa imel neki mit odprej ali kakorkoli, ni bil upravičen in moram reči, da so se res ogromno nezadovoljstvo bilo iz tega naslova. Jaz upam, da tudi kmetija Postotnik ne bo zamerila, če v tem delu omenim, tudi jaz vem, da so oni to težavo imeli. Tudi oni so se na nas obračali in ta težava je bila nepremostljiva in sem zelo vesel, da so čez to šli in to pozitivno zgodbo peljajo naprej kljub temu. Zdaj visok stopni prag za določene regije in tipe kmetij. Bom kar na primeru povedal, kaj se nam je dogajalo. Mi smo imeli kmetije, recimo Zgornji Savinjski ali pa Koroški regiji, ki imajo 100 hektarov gozda, ki imajo dopolnilno dejavnost, kjer so 4 kmečki zavarovanci, ampak so imeli samo 10 hektarov travnikov ali pašnikov in niso imeli vstopnega pogoja. Dejansko zelo neke intenzivne kmetije, ki se razvijajo in niso imeli vstopnega pogoja. Pa ambiciozni poslovni načrti mladih kmetov. To se kaže mogoče ravno v tem času. Jaz sem na sejmu prisoten od nedelje in moram reči, da sem srečal ogromno mladih kmetov, se z njimi pogovarjal in res skoraj vsak drugi ti izpostavi bom rekel, to stisko, kar se zdaj dogaja s krediti. Obrestne mere res letijo v nebo, to predstavlja za njih kar veliko obveznost in kar malo, bom rekel, negativno gledajo v prihodnost, ampak jaz vem, da ti mladi bodo zdržali in zato je pa mogoče tudi zelo na mestu, da to izpostavljam. Poslovni načrt mora biti realen. Včasih tudi kak korak manj narediti, pa tisti bolj siguren in tudi, bom rekel, manj stresen za mlade. Zdaj, če se navežem na to obdobje, se pravi na razpis, ki je odprt, mi smo vse skozi nekako imeli željo, da je razpis čim bolj v tistem delu, ki je dober, podoben prejšnjemu. Se pravi, to, ko delamo neke velike, bom rekel, ne velike razlike med razpisi, to zelo mlade oziroma kmete mede. Glih, ko se nekako neke stvari navadijo, nekega pogoja navadijo, ga že mi spremenimo, ga obrnemo na glavo in jim zrušimo. Dejansko so tisti fokus, ki so si ga zastavili na svoji kmetiji. Da smo odpravili pogoje, ki so oteževali izvajanje podukrepa. Delno smo jih že odpravili, recimo teh 24 mesecev, ki sem jih prej omenjal, smo zdaj povečali na 5 let. Zdaj, če smo poslušali gospo Marijo, še bomo to dejansko še malo poenostavili. Tudi, ne vem, za te gorske kmetije imamo odpustek, da je 10 000 evrov stopni pogoj
se pravi standardnega outputa, še celo bomo zdaj, če bo potrjen strateški načrt, znižali na 8.000 evrov. Se pravi dejansko, da čim bolj nekako sledimo potrebam mladim kmetom. Da smo ohranili dodatna plačila po hektarju za mlade kmete, da smo ohranili dodatno podporo za mlade kmete pri investicijskih razpisih, pa tale zadnja stvar, ne, se pravi medgeneracijski prenos znanja. Ne. Mi smo v, se pravi, še enem obdobju nazaj, ne, med 2007 in 2013 poznali rento. Ne. Takrat je tisti, ki je lahko kandidiral, tisti, ki je predajal kmetijo, lahko kandidiral na, mislim, da je bil razpis 113 renta za prenosnike kmetij in je dejansko 10 let prevzemal neko podporo in to se je zelo prijelo. Tisti, ki so predali, so bili zadovoljni. Mi v prejšnjem obdobju tega nismo poznali in je bilo zelo veliko razočaranje. Moramo vedeti, da tudi tistega, ki kmetijo predam, moramo razumeti. Včasih so še relativno mladi, stari okrog 50 let in dejansko ostane na kmetiji malo brez financ. Ne. Se nekako zmenijo, ampak vseeno je odvisno od tistega, ki je kmetijo prevzel. Ne. Zdaj smo nazaj nekako uvedli nek drug ukrep, ta prenos znanja. Moram reči, da ni finančno tako močan, ne, ampak lahko pa povem, da se kmetje zelo obračajo na nas in da so relativno zadovoljni, da se je to vzpostavilo in da bo vsaj 3 leta dobival tistih 300 evrov mesečno. Zdaj, za zaključek bi mogoče povedal še samo glede sodelovanja inštitucij, ki delamo na področju mladih kmetov, se pravi Zveze podeželske mladine, ministrstva in nas. Pripravljamo dosti nekih skupnih akcij, pripravljamo akcijski načrt za mlade kmete, že drugi, skupne ekskurzije, gremo si pogledati kako dobro prakso v tujino ali pa v domače konce, pripravljamo srečanje za mlade kmete, tisti, ki so uspešni na ukrepu za mlade kmete, sodelujemo pri pripravi intervencij, organiziramo podobne dogodke, ko so današnji. Jaz moram reči, da se med nami vzpostavlja en dober odnos, stvari si povemo odkrito, vedno se ne strinjamo, ampak dejansko poiščemo neki kompromis, ki je dejansko za vse dober, predvsem pa dober za mlade kmete. To je z moje strani tudi za danes vse. Jaz bi mogoče še samo eno stvar povedal. Mlade kmete vabimo, da se oglasijo do naših kmetijskih svetovalcev, da koristijo našo svetovanje. Jaz mislim, da skupno nam bo uspelo in da bojo še taki pravi prenosi, take pozitivne zgodbe, ko smo jo danes slišali in res kar pogumno naprej. Hvala.